nagnjenost za umetnine, predvsem zbiranje slik, potem sem se nekje navdušil nad Biedermeierjem in sicer sem v Ljubljani obiskoval 4 leta to šolo za starčke, ne? In sem pač končal ta tečaj iz umetnostne zgodovine, ne? In tam sem se navdušil najbolj za Biedermeier, ne? In tako da sem Biedermeier zbiral tudi v bistvu že prej malo in imel sem zelo veliko zbirko Biedermeierja in sem v stanovanju v Ljubljani, ki je bilo dosti veliko, je bilo praktično vse v Biedermeierju, ne? No in pol so mi pa leta 2000 so mi diagnosticirali raka na prostati. In zdaj seveda rak na prostati je tak, ne? Lahko si ali pa nisi, ne? In takrat sem sklenil, da bi to zbirko moralo nekam priti pametno, ne da bo propadla. In pa sem pač poklical gospoda Ariha, ne? No in on je bil zelo kooperativen, je prišel v Ljubljano s celo ekipo, ne? Pa smo šli na kavico, ko so si vse pogledali, sem rekel, no, kaj vas pa zdaj zanima, ne, za muzej na Ptuju, na kar je rekel vse. So prišli z enimi 3 kamioni, pa so vse odpeljali, ne, tako da zdaj ta zbirka je zdaj v Ormožu. Bila je najprej na Ptujskem gradu in pol je pa postalo pretesno. So bile 2 sobe, ampak niso bile velike dovolj, ne, in to je bilo vse tak, ne, na kupu. No in pol so me prosili, če dovolim, da me preselijo v Ormož, ker Ormoški grad je bil pa obnovljen, pa prazen. Moja družina je dosti velika, ne? Imam 3 otroke in 8 vnukov. Moram reči, da sem zelo ponosen na njih, ker so uspešni, ker se zelo fajn razumemo. Jaz sem jih pač spodbujal vedno za šport, ne? Tudi vnuki so ravno tak plavalni prvaki Slovenije in tako zelo dobri. Eni, drugi, ena je atletinja, tudi izredno nadarjena. Tako da vsi pomale migajo. Pa v šoli so tudi pridni. Da bi rekel...